Pozdravljeni! Danes si bomo ogledali, kako prikažemo množice. Ogledali si bomo Euler-Venov prikaz, Carrollov prikaz, drevesni prikaz in puščični prikaz. Neža nam da nasvet. Elemente množic lahko prikažemo na različne načine. Izberemo tistega, ki je glede na podatke najbolj nazoren. Euler-Venov prikaz. Imamo množici A in B. V A so večkratniki števila 4 do 40, v B so večkratniki števila 8 do 80. Zala nam daje pameten nasvet, najprej poišči skupne elemente. Skupni elementi so 8, 16, 24, 32 in 40. Narišemo najprej množico A, potem še množico B. Ker imata skupne elemente, narišemo tako, da se sekata, da imata presek. Elemente, ki so v obeh množicah, napišemo v sredino. Potem poiščemo elemente, ki so samo v A, ni pa jih v B. To so 4, 12, 20, 28 in 36. Vnesemo jih v levo polje. Torej, tukaj A je, ni pa B. Enako naredimo z elementi iz B. Vnesemo jih v desno polje. To je samo v B-ju, ni pa tudi v A-ju. Presek pa je v enem in v drugem. V zvezek oziroma delovni zvezek pišemo z modro oziroma črno barvo oziroma svinčnikom na belo podlago, ne potrebujemo uporabljati barv. Če pa nam je lažje, pa lahko tudi tako. Preprost Carrollov prikaz. Imamo preglednico, v kateri je na levi strani množica A, v desni pa vse, kar ni množica A. Tu moramo biti pozorni. V levo lahko napišemo A vsa števila. V desno pa se včasih učenci zmotijo, naredijo napako in napišejo vse iz B. To ne drži. Samo ta del spada v to polje. Ti elementi so že zgoraj v A in smo jih že tukaj napisali, zato ne morejo biti še tu. Priporočam, da si pomagaš z Euler-Venovim prikazom. Torej, imamo A, tu naredimo rez in imamo vse, kar ni v A, to pa je samo ta preostanek. Presek spada tudi v A. To je ta del in to je drugi del. Zahtevnejši Carrollov prikaz. Tu vsekakor priporočam, da si pomagaš z Euler-Venovim prikazom. Imamo več kriterijev. Najprej iščemo B in vse, kar ni v B-ju. Potem pa imamo še drugi kriterij. Števila, ki so manjša od 30 in tista, ki so večja od 30. Poglejmo najprej navpični kriterij. Razdelimo vse na B in vse, kar ni v B. Naredimo rez tukaj, to je tudi ta rez. Iščemo števila, ki so večja od 30. Večji od 30 je ta del,
Ne pozabimo na presek. Tudi tu imamo števila, ki so večja od 30. Imamo pa v B-ju tudi števila, ki so manjša od 30 in to je preostanek, torej 8, 16 in 24. Zdaj pa poglejmo še drugi del, vse, kar ni v B-ju. Tudi tu imamo število, ki je večje od 30 in pa števila, ki so manjša od 30. Včasih se zgodi, da je kakšno polje ostane prazno, ker enostavno ni nobenega elementa, ki bi ustrezal kriterijem. Drevesni prikaz. Najprej preprost. Imamo vse, kar je v A, in vse, kar ni v A. Torej, to drevo ima samo dve veji. Spet si lahko pomagamo z Euler-Venovim prikazom. Naredimo res vse, kar je v A in vse ostalo. Vse, kar je v A, vnesemo v ta del. In vse, kar ni v A, je v drugem delu. Zahtevnejši drevesni prikaz. No, to naše drevo pa je bolj razvejano. Imamo vse, kar je v B in kar ni v B. In še dve novi veji. Vse, kar je manjše od 30 in vse, kar ni manjše od 30 ali drugače povedano, kar je večje od 30. In tudi vse, kar ni v B, enako. Manjše od 30 in ne manjše od 30 oziroma večje od 30. Spet si pomagamo z Euler-Venovim prikazom. Najprej odrežemo samo del, kjer je B. To bo v tej veji. Pogledamo, kaj je manjše od 30. Samo ta števila. Jih vnesemo sem. Vse ostalo je večje od 30, zato bo v tem polju. Pogledamo še del, ki pa ni v B. Zopet razdelimo na manjše od 30, to so ta števila, ki spadajo v to okno. In pa večje od 30 je eno samo število in to je 36. Tudi tu se nam lahko zgodi, da kakšno polje ostane prazno. Puščični prikaz. Imamo množici A in B in spodaj števila. Najprej iščemo vsa števila, vse elemente, ki spadajo v množico A. Potem vse elemente, ki spadajo v množico B. Vidimo, da se nekateri prekrivajo, spadajo v obe množici. Puščični prikaz v tem primeru ni najbolj primeren, ker je premalo nazoren. Bi bil pa bolj primeren v primeru, da imamo manj članov oziroma elementov. Na primer, alpske in predalpske pokrajine, panonske pokrajine, spodaj pa je 6 elementov. Moramo jih povezati z ustrezno množico. Take naloge so sploh v redu, ker zraven ponovimo še kakšne znanja iz drugih predmetov. Tudi Zala nam pravi, če imajo množice veliko elementov, je puščični prikaz nepregleden in zato neprimeren. Uporabljamo ga takrat, ko je elementov malo.